Ja, živ! Ti dale pa cajt, ko treba semensko koruzo vsijati, da je to turšca rasva. In jaz sem poklical kolega Aleša iz Semenarne Ljubljana, da mu jih ne povedal, kaj najbolj zame, pa tudi na splošno malo, kaj priporoča, kako se to gleda, kaj treba gledati, takrat, ko se seme hpuje, pa kakšno izbiro imajo v Semenarna Ljubljana. Tako da je Aleš, pozdravljen. Živ. Evo, jaz edin vem, da je pa nam sijal za silažo, za koruzno silažo. V Semenarni imamo več različnih žlahtniteljskih hiš, zastopamo. Med njimi so ZP, ERA-ŽT in Dekalb. Danes bi se bolj ustavila pri Dekalbu, ker praviš, da te zanima silaža, zanima te gotovo kvalitetna silaža, se pravi veliko zrna noter in to bo vas Dekalbom najboljš naredila. Dekalb, a to je več pozne pa zgodne sorte, pa tiste FAO? FAO pomeni zrelostni razred. Zdaj tukaj pri Dekalbu imamo zrelostne razrede od 300 pa tja do 450, tam okrog 300 zrelostni razred je sploh tukaj za Gorenjsko, pa kaj do 350 je zelo primeren za zrne, po kateremu se Dekalb še najboljš odlikuje. Tukaj je izrednega pomena hitro sproščanje vlage pri Dekalbu, zraven tega ima pa Dekalb izredno dobre pridelke zrna, pa tudi kvaliteten zrne dobiš z Dekalbom. Kasnejši 400 in 450 zrelostni razredi so pa tudi zanimiv za zrne, sploh za tiste malo bolj pogumne, ker tam so ponavadi malo više vlage, ampak pri Dekalbu ne tako visoke. Tudi rastlina je večja, tako da imamo tukaj tudi zelo dobre pridelke silaže. Jaz sem nekaj po vašem katalogu gledal, tele zubanke pa trdinke, kaj to pomeni, cel kapenih vrst? Ja, zubanka pa trdinka, to so več različnih vrst zrna. Zdaj tista najbolj kvalitetna je trdinka, tam not je nekaj več beljakovin, tudi goved je malo boljš prebavlja, več iz nje iztisne. Primerna je za perutnino, še bolj primerna je za perutnino in prašičerejce. Če pa gremo bolj proti zubanki, to pa pomeni večje pridelke, pa tudi boljš sušenje. Zubanke se bolj sušijo, kot pa naprimer trdinke, se pravi, imajo manj vlage ob žetvi, kar je izrednega pomena pri ekonomiki pridelave zrna. To se pravi zame proti kateri varianti bolj gre to? Ja, jaz mislim, da za tebe ali pa tukaj za Gorenjsko, ker na splošno nimamo zemlje v izobilju, da gledamo, da imamo dovolj pridelka, se pravi, da lahko skrbimo svojo žival z dovolj količine krme, da gledamo bolj zubanke, nekoliko poznejše FAO za silažo. Jaz mislim, da zate bi bil zelo primeren tale zrelostni razred 450, Dekalb 51-82. To je rastlina, ki je velikega okvirja, dober stay-green efekt ima, zelo dober pridelek zrna in če to skupaj damo, pomeni, da bo izredno dobra koncentracija samega zrna v silaži, kar pomeni energetsko zelo bogata silaža. Ti kaj pa recimo jaz po nekaj te prvo košno potovku, pa bi rad koruzo zasijal, kaj pa takrat, kjer je pa takrat prej upoštev, kjer FAO, kjer razred? Ja, to je precej odvisno od načina pridelave, ki jo imaš. Nekateri sejejo FAO okrog 300, tisti najpogumnejši pa FAO okrog 400. Če sejemo FAO okrog 400, pomeni, da bomo imeli nekoliko večji pridelek, ampak to za sabo potegne tudi kasnejšo žetev, tako da če to vzamemo v zakup, bi priporočal FAO okrog 400 ali malo manj kot 400. Kakšno pa to pomeni? Je to vse pač tretiran, da je to zaščitena, je to ena tretacija, je več? Kako to sploh? Tukaj lahko rečem, da je ta koruza dobro zaščitena in je setev dokaj brezskrbna. Lahko omenim, da imamo zraven ostale zaščite tudi biostimulant, ki pomaga pri hitri začetni rasti in to je velikega pomena pri končnem pridelku. Ti pa da je pa tako, je mora dobro koruzo, da je to fajn zraste, da je to veliko mase, pa da je dobra, pa da je ne predraga. Kaj je to, da je zame najbolj upoštev pride? Kako je to kaj cenovni razredi? Najugodnejšo setev dobimo z ZP hibridi, nekje srednji cenovni razred je ERA-ŽT, premium cenovni razred in s tem tudi premium pridelk in kvaliteta pa dobimo z Dekalbom. Kaj pa, če te jaz prav zastopam, pa je skoraj najbolj naložba je kar v Dekalb? Ja, jaz mislim, da zate bi bil Dekalb najbolj primeren, dobil bi zelo dober pridelek pa izredno dobro kvaliteto. Kaj pa glede hibridov, kaj jih imaš? Ja, zdaj, za zrne ni smislu predelovati, Ne. Samo za silažo, ampak vseeno lahko omenjava tudi za zrne. Dekalb 39-72, FAO 300 je zelo zanimiv za predelovanje zrna, se pravi, dosti zgoden tudi, da dobimo ustrezne vlage, da nimamo prevelik strošek sušenja, zelo primeren za vse tipe tal.
Pa imamo 90, FAO 340, tudi predvsem za zrne, primeren tudi tukaj za Gorenjska. Kaj pa je tam okoli FAO 400, koliko smo koji govorili, da je jaz nekaj takega v sadu? Tam je pa DKC 4897, FAO 400, tudi prvenstveno namenjen za pridelavo zrna, ampak se je dobro obnesel tudi pri pridelavi silaže, tako da tega bi ti priporočal za sitev po prvi košnji. To se pravi, kaj to pa je za ime? DKC 4897. Ti, kjer pa jaz pa jo za prvo setev izbral? Ja, tisto pa mislim, da bila zate najbolj primerna DKC 5182, FAO 450. Koruza je dovolj velika, da boš imel dosti pridelka. Imaš tudi zelo bogat storž zraven, poudarjen storž, tako da bo zelo veliko zrna noter v sami silaži in mislim, da po temu hibridu ti bojo krave lahko zelo dobro vozile. Pa če da to pa skrb povzameva, kaj najbolj za zrne, pa kaj najbolj za silažo? Ja, za zrne je najbolj 3491, bi rekel, FAO 340, tukaj na Gorenjsko bi taka pasala. Če bi pa za silažo takrat zate, bi pa rekel 5182, FAO 450, prva setev za prazne njive, je to najboljša izbira. Sam da imaš še boj, jaz smo tam 5 hektarov osjav, koliko moram pa to vzeti, žaklov ali pa koliko je na hektar? Ja, zdaj malo je odvisno od tipa tal, drugače se je tam okrog 80 semen na hektar, zdaj tale 34-92 se lahko malo več, tale 51-82 pa okrog 80 000, če so peščena tla malo manj, če pa niso, pa lahko tudi malo več. Aha. Koliko pa je imel žakljen od tega? Po 50 000 semen. Aha. To se pravi, koliko pa je raven za 5 hektarov? Za 5 hektarov rabiš cirka, se pravi, 400 000, 8 žakljev. 8 žakljev? Ja. Aha. To se pravi, jaz ne bolje kva, da kalba pa ruknem tala let. Ja, jaz mislim, da je bilo to najboljše. Aha. Ja, kaj pa tako svetovno najbolj sedejo ali pa ne vem, splošno, globalno, kaj najbolj? Ja, dobro, da si to vprašal. Prav, da je kalba se največ poseje na svet, se pravi, je market leader, bi lahko rekel. To se pravi, da tretjina vseh njiv, ki so posjane s koruzo, je dekalbovih. Ja, neč, pa letos pri meni kar tole not nasuva, kva? Ja, najboljš. Najbolj naredeva. Ja. Pa najboljš, da se kar hitro zmenjava, da je ne bo zmanjkalo. Tako je, da še ostal. Neč, Aleš, hvala lepa, da smo porazložili, jaz sem se zdaj odločil, tako da mi se pa vidimo takrat, ko bomo tole dajali na polje, ko bomo sjali oziroma sadili. Živ!